ker čas praviloma teče in teče, smo se odločili, da vam pokažemo tudi Dunajski urarski muzej. To je en od večjih ur, ki je stavljena tukaj. In sicer bomo šli po vrsti, da vam pokažemo zgodovino ur. Tu so ure s tako zvanimi utežmi, ki jih je potrebno uporabljati, predvsem za danes uporabljati ure. Tukaj na tej strani vidite roundag ure, vendar tu ima že, vidite, 4 uteži. Uteži za zvok in utež za navijanje ure. No in tukaj je ura, ki jo boste verjeli, iz leta 1600. To je ta ura. Imenuje se Wund-Uhr. Izdelovalec pa je znan. In tukaj boste zagledali ure, ki so nekaj vredne, in predvsem je vredna ta ura, in ta je iz 16. 17. stoletja. No in zdaj smo pristopili v prostor z znamenitimi stenskimi urami, ki so res nekaj posebnega. No, poskočimo tudi, ali pa skočimo nekoliko in pogledamo ure, žal, ko ste jih slabše videli. To so tako zvane žepne ure. No in stanemo pri teh urah, ki so stenske, ki so res še vedno iz 17. 18. stoletja. Takšne pa so bile žepne ure v istem obdobju, tukajle, vi vidite. In zdaj bomo šli še na naslednji prostor, v tem urarskem muzeju, ki je z različnimi urami. In pogledajte, koliko je tle ura, različnih ur kot okratsko in seveda tudi kot prave ure. To je knjiga enega od urarjev. No in zdaj bomo šli v prostor, kjer so že ure z namenom, ki jih uporabljajo za prostore. Zanimive pa so te ure, pogledajte tele. Res, kaj posebnega so, jih bom pokazal. Seveda ne gre za ročne ure, ki jih težko nositi s seboj, ampak so približno takele. Tukaj vidite še nekaj stenskih ur in seveda eno od zanimivejših ur, ki je tudi okras prostora. In zdaj vstopamo v prostor, kjer boste videli, kakšne so japonske ure. Vidite, tu pa so japonske ure. Kakšne so japonske ure. In tudi tole sodijo v to področje. Zanimiva prostorska ura, japonska ura je tudi tale. Poglejte, tale. In sicer je res nekaj posebnega. No, to je bil kratek utrinek prvega nastopja, ki smo ga posneli za vas. Zdaj pa bomo se premaknili v muzeju, ki je sorazmerno majhen. Eno nadstropje više. In sicer
nas bo Gospod spustil. Gospod nas bo spustil, da bomo šli gor. Bomo pokazali še ure, ki so tukaj le. Nasrečili bomo tudi nekaj obiskovalcev. No, tu so pa Mittermeier ure. Tisti, ki veste, kaj to, boste že vedeli in gospa nam bo zdaj odprla vrata, da bomo lahko vstopili. No, vstopimo. No, in tu je prostor, kjer bomo lahko videli zanimive Mittermeier ure. Gledajte tole. To je sistem ur, ki je zelo zanimiv, ker v bistvu omogoča raznovrstne čase in tudi raznovrstno navijanje. Ravno mora pa gre na vrhu. Zdaj smo že v 19. stoletju, da vemo, kje smo. In tu je prostor, kjer je ura. Okras prostora in seveda tudi na vrhu vidite ure, ki so zelo pomembne za tako zvano serijo, ki se pripravlja v tem času, v 19. stoletju, kot scenske ure, ki počasi prihajajo v ospredje. To so te ure. Zanimive ure so tudi tele, tako zvane ure ob dopolnilu strvanj. In ura, ki jo vidite tukaj, na tej fotografiji, je, da boste verjeli, na Trgu svetega Petra. In zdaj bomo žal morali videti samo del grafične predstavitve ur, ki so jih predstavili zato, ker v bistvu pač originalov že več nimajo. To je še ena serija stenskih ur in tu so tako zvane ure kot dopolnilo prostora in seveda tudi sestavni del stanovanja. No in zanimivo, za konec vam pokazali še eno serijo vrhunskih, neprecenljivih, pozlačenih zlatih ur, te pa so vse žepne. In zanimivo, vse ure v tem muzeju delujejo, torej kažejo pravi čas. Boste vedeli, da je to res, pogledajte. Tole je ura pol 4 in pogledajte tole uro, je pol 4, je pol 4. No in tu smo končali naš ogled v Urarskem muzeju mesta Ptuj. Je vredno obiskati, če obiščete avstrijsko prestolnico in si seveda ogledate vse te zanimivosti, ki so, kot rečeno, v tem muzeju, ki ga si je vredno ogledati. In to je bil naš pogled iz res vrhunskega muzeja, ki je ima tudi svojo knjigo in pogledajte, na tej knjigi boste lahko našli kompletni pregled razvoja knjig. Da še vam pokažem tole. Res nekaj posebnega in vredno ogleda.
No in lep dan vam želim, kjerkoli že ste. Čas pa teče in neizmerno teče. Tudi za nas in za vas.